Tudi najboljši risani filmi niso popolni in Pujsa Pepa je eden izmed njih. Poglejmo si nekaj smešnih napak, ki smo jih našli v Pujsi Pepi. Naprimer v epizodi Rastlinjak dedka Pujsa. Na koncu epizode, ko dedek pes pripravlja paradižnikovo solato, smo opazili nekaj zabavnih napak. Ko dedek pes konča s pripravo solate, jo postreže vsem. In kot lahko vidimo tukaj, ima vsak na krožniku solato. Ampak poglejte količino solate, ki je ostala v skledi. Je popolnoma enaka kot takrat, ko jo je prvič pripravil. Zdi se, da je dedek pes ustvaril neskončno paradižnikovo solato. In to še ni vse. Ko liki začnejo jesti svojo paradižnikovo solato, so v skledi samo še paradižniki. Ampak, ko se kamera vrne na prizorišče, kjer so prikazani vsi liki, so v skledi spet vidni listi bazilike. Resno, nekaj sumljivega se dogaja s to solato. V epizodi, kjer Evi prvič obišče restauracijo, smo opazili kup napak. Začnimo s skodelicami na mizi. Sprva lahko jasno vidite, kje so postavljene, a že nekaj sekund kasneje, brez da bi jih kdo dotaknil, se njihovi položaji nenadoma spremenijo. In to še ni vse. Pozorno opazujte očka Pujsa. Ko konča z jedjo, potisne svoj krožnik proti sredini mize. Toda že v naslednjem kadru se je krožnik čudežno vrnil na prvotno mesto pred njim. V epizodi Obroči je precej zabavna napaka. Koki otroci jemljejo obroče iz košare, vidimo tudi Zojko Zebro, ki se jim pridruži. Ampak tukaj je težava. Pred trenutkom sploh ni bila v učilnici. Razen če se je Zojka naučila teleportirati, je to očitna animacijska napaka. In tu se ne konča. Ko se vsi igrajo s svojimi obroči, Zojka spet skrivnostno izgine, kot da je sploh nikoli ni bilo tam. Skoraj kot da se je pojavila samo za en kader in nato izginila v nič. V epizodi Dežela kanjonov, ko se prašičja družina pripravlja, da se vkrca v helikopter gospodične Zajkle, si dobro oglejte škornje mame prašičke. Jasno boste videli, da so modri. Vendar pa so njeni škornji le nekaj trenutkov kasneje, ko se spušča po lestvi na čoln, čudežno spremenili barvo v vijolično. Je morda spakirala rezervni par? Ali pa gre za še en primer hitre spremembe barve v animaciji? Naslednja napaka je prava čarovnija izginjanja. V epizodi Rešilni čoln, ko Pepa prispe v pristanišče, godrnjavi zajec pride iz lopute svojega čolna. A nekaj trenutkov kasneje, ko vsi stojijo na mestu, kjer je bila loputa, je ta zdaj izginila. Nismo videli, da bi jo kdo zaprl ali premaknil. Kam je izginila? Morda ima čemerni zajec na čolnu skrivno, zložljivo loputo, ali pa so bili animatorji preprosto prehitri pri triku izginotja. In to še ni vse. Sprva, če pogledamo ročico na čolnu, vidimo, da je postavljena precej dlje od volana. Toda v zadnjem delu epizode, ko odplujejo, je ročica zdaj skrivnostno postavljena poleg volana. Ali je godrnjavi zajec namestil vrtljivo ročico? Ali pa se je čoln odločil preurediti svoje kontrole sredi plovbe? V epizodi je želva doktorice Hrčka, doktorica Hrček, veterinar, prišla na obisk k otrokom in jim pripovedovala o 3 hišnih ljubljenčkih, ki jih je prinesla s seboj. In ko se pogovarja z otroki, lahko opazimo, da je tam tudi mačka Kandi. Kasneje v epizodi, ko doktorica Hrček ugotovi, da se je njena želva povzpela na drevo, pokliče gasilsko službo gospodične Zajec. Ko gasilska ekipa odhaja na kraj dogodka, lahko opazimo avto za njimi. Težava pa je v tem, da mačka Kandi sedi na zadnjem sedežu. Ampak kako je to mogoče? Prej smo jo videli v učilnici, zdaj pa sedi v avtu. Resno, to je res čudna napaka. V epizodi Kartonska bolnišnica si dobro oglej, kako Pepa pokaže liste papirja. Najprej pokaže zgornji list in na njem je moder dinozaver. Nato ga vrne nazaj. Potem vzame list iz sredine in na njem je zeleni dinozaver. Ta list položi na vrh in ponovno vzame list iz sredine. Ni težko uganiti, da je tam moder dinozaver, a ne, to je vijoličen dinozaver. Ampak Pepa ni pobrala spodnjega lista. Kako bi torej lahko videli tretjega dinozavra? V epizodi Varnost na prvem mestu je res nenavadna animacijska napaka. Ko očka prašič odpre varnostna vratca, poglejte pozorno. Vrata dobesedno preidejo skozi obraza Pepa in Jurija, kot da sploh nista tam. Naslednja napaka ni ravno animacijska, ampak bolj logična. Ko Pepa in Juri začneta hišo prilagajati dojenčku, vse prekrijeta z mehurčkasto folijo. Ampak tukaj je težava. Kako za vraga sta uspela oviti visečo svetilko? Ni možnosti, da bi tista 2 mala prašička lahko dosegla do tja. V epizodi Očetova filmska kamera smo opazili nekaj napak. Pepa in Juri zajtrkujeta, ko očka prašič prejme dostavo svoje filmske kamere. Zdaj poglejte tukaj na mizo. Kot lahko vidimo, sta na mizi 2 skledi kosmičev in 2 kozarca pomarančnega soka. A nekaj trenutkov kasneje, ko očka prašič postavi svojo kamero na mizo, skleda kosmičev in kozarec pomarančnega soka izgineta. In to še ni vse. Kasneje v epizodi očka prašič priključi svojo kamero na televizijo, da si ogleda posnetke, ki jih je posnel.
Poglejte, kam je priključen kabel. Je na spodnjem delu televizorja. Ko dobimo približen pogled na televizor, kabla, ki je bil priključen, ni nikjer videti. Ko pa spet vidimo širši posnetek sobe, kabel ponovno vidimo. V epizodi Kylie Kenguru in njena družina obiščejo Pepino hišo. Ko prispejo do hiše prašičje družine, celotna prašičja družina pride ven, da jih pozdravi. Zdaj si natančno oglej prašičjo družino. Opazimo lahko, da Pepa in Jurček stojita tik pred očetom in mamo prašič. Toda težava je v tem, da ko se prizor približa Pepi in Jurčku, mame in očeta prašič ni več v kadru. Prej pa smo videli, da sta bila tik za Pepo in Jurčkom. V tej epizodi je še ena napaka in ta je še bolj smešna. Ko Pepa in Jurček srečata Kajo Kenguru in njenega bratca Joeja, Pepa Kaji pokaže, kako skačeš gor in dol po blatnih lužah. Zdaj poglej velikost blatne luže. Je precej majhna. Ko pa začnejo v lužo skakati še drugi liki, se njena velikost čudežno spremeni. Jasno lahko vidimo, kako se velikost luže kar naenkrat spreminja. Zdaj pa prejdimo na epizodo Recikliranje. Ko Pepa pristopi k smetnjaku, boste ob natančnem pogledu opazili nekaj slik tik nad smetnjakom. A le nekaj sekund kasneje se te iste slike čudežno pojavijo obešene nad štedilnikom. In na koncu, ko mama prašička pokaže Pepi škatle za recikliranje, postane še bolj nenavadno. Vidimo, da so škatle postavljene na desni strani hladilnika, kar pa nima nobenega smisla. V vseh drugih epizodah je hladilnik prikazan prislonjen ob steno, tako da za te škatle sploh ni prostora. V epizodi Računalnik dedka prašička gresta Pepa in Juri k svojim starim staršem, da jima popravijo pokvarjeno uro. Torej, da bi popravil uro, gre dedek prašiček v svojo lopo. Zdaj poglejte pozorno. Če pogledamo takoj za uro, lahko opazimo košaro z orodjem. Toda napaka je v tem, da košara čez nekaj trenutkov čudežno izgine. In to še ni vse. Ko dedek prašiček končno popravi uro, se košara čudežno ponovno pojavi. Nadaljujemo. V epizodi Omara za igrače smo opazili nekaj zabavnih napak. Tukaj, če pogledate vrata, je reža za pisma. A le nekaj trenutkov kasneje, ko gospod Zebra odpre vrata, reža popolnoma izgine. In v prizoru, kjer Pepa poda noge Omare Juriju, izgleda, kot da ji roke rastejo naravnost iz brade. V epizodi Prašiček dojenček, ko Klovje prinese voziček iz lope, dobro poglejte samo lopo. Sprva je na vrhu zastava, toda že v naslednjem kadru ta zastava popolnoma izgine. In tukaj je še ena nenavadna stvar. Ko Pepa poudari, da je Juri fant dojenček, jasno vidimo žogo poleg njiju. A že čez nekaj trenutkov ta žoga popolnoma izgine v nič. V epizodi Knjižnica, ko očka Pujs sede, da bi bral čudoviti svet betona, luna in zvezde, ki so prej sijale skozi okno, zdaj popolnoma manjkajo. In na koncu epizode Suzi drži svojo knjižnično knjigo. Ampak tukaj je napaka. Prej je bila zelena, zdaj pa je oranžna. Epizoda Prosim in hvala se začne s tem, da prašičja družina zajtrkuje skupaj z dedkom in babico prašič. Tukaj mami prašička ravno namerava naliti sok v kozarec Pepi. Če pogledate pozorno, je vrč skoraj poln do vrha, vse do zgornjega ročaja. Ko natoči, se raven zniža, kar je smiselno. Ampak tukaj je čuden del. Ko mami Pujs obrne k Jurčku in ga vpraša, če bi rad sok, je vrč nenadoma spet popolnoma poln. Zdi se, da je mami Pujs odkrila nekakšno neskončno napako s sokom. In to ni edina napaka. Kasneje v epizodi v vrtcu Suzi sedi za Richardom Zajcem in pred Pepo. Ko pa se prizor približa na njo, se nekako Edmund Slonček pojavi naravnost pred njo. Zdaj pa za naslednjo napako vam bomo predvajali posnetek. Poglejte, če lahko opazite napako. Juhu! Ta semena bodo zrasla v čudovite rože. Si opazil? Ko dedek prašič govori o semenih, poglej, kje je zalivalka. Nato se prizor približa semenom in se vrne na prvotni položaj. Ampak poglej zalivalko. Njena pozicija se je med kadri nekoliko premaknila. In to še ni vse. V tej epizodi so še bolj smešne napake. Poglej, kako dedek Pujs kljubuje zakonom gravitacije. Način, kako drži škatlo, bi moral povzročiti, da bi se vsa semena razsula naenkrat. Ampak tukaj pade ven le eno seme naenkrat. In prej je bila škatla polna semen. Ampak takoj, ko je padlo prvo seme, je škatla postala napol prazna. In nekaj sekund kasneje je škatla spet polna semen. Je to kakšna neskončna napaka s semeni? In zadnja napaka v tej epizodi je res čudna. Ko dedek Pujs preganja ptice, se njegova roka prekriva s Pepinim obrazom. Pepin obraz zdaj izgleda, kot da ji iz njega raste roka. Zdaj si poglejmo napake v epizodi Zobna vila. V tem prizoru jasno vidimo rob mize in tam ni ničesar.
Ko pa se prizor oddalji, se pojavi krožnik s špageti. In v tem prizoru Pepa hodi mimo stopnic, a tukaj nekaj manjka. Ali tukaj ne bi morala biti vrata v klet? Poleg tega, v nekaterih epizodah vrata vodijo v klet, v drugih pa je to preprosto shramba. In to še ni vse. Ko si Pepa umiva zobe, poglejte, kako se srček na njenih oblačilih premika z ene strani na drugo. In tudi v tem prizoru ni ničesar za njimi. A nekaj trenutkov kasneje se pojavi umivalnik. In naslednji dan, takoj ko je sonce ušlo, smo opazili še eno napako. Minevale so ure in sonce je ušlo. Toda oblaki tukaj se niso premaknili niti za centimeter. In to so bile nekatere izmed najbolj zabavnih animacijskih napak v Pujsi Pepi. Ste opazili še kakšno, ki smo jo mi spregledali? Zapišite jih v komentarje in morda jih bomo naslednjič vključili.